vendar je počas zmanjkal moči. Naslednje leto sem pa odkril Marka in prenesel s seboj svoje izdelke, ki jih je on tako zavrnil, da je to vse skupaj ničeliko. Jaz sem povedal, da je to pravi, ker sem vedel, kakšne kvalitete mora biti risba, da je umetnina. In tako sem poravnoma po njegovem nasvetu začel risati te vrste spomladi, vrste rože, izvrtene in tako dalje. Tako da sem v enem letu zapravil neko osnovo. On mi je opisal na akademijo, vendar sem v 3. letniku zaradi krize, ker sploh nisem česar tam mogel dobiti. Nobene spodbude se z živci zavozlo tako daleč, da sem se sam javil polju. Na miren kot sem pričakoval, da bom dobil. No in oni obenem so se pa simpatizirali arhitekture tudi domišljeno, da bi jaz to na katedralo skiciral, na načrt. Ko sem prišel v polje, so rekli, kaj pa zbavljeno. Sem rekel, katedrala bo zida. Sem bi takoj sprejeti. No, to je taka čisto pluralistka zadeva. Potem smo v podelekja šoki in zelinskimi šoki prišel k sebi, da sem začel risati pacijente. To so bile moje prve risbe v naravni velikosti, portreti, ki so bili obstojni, ki so bili umetniško delo na kratko. Vendar sem potem to ponavljal, tako da sem večkrat nastopil tam v tem zavetišču in bolnici. To so bili čudoviti stiki s temi ljudmi, že gospod Jože je omenil, da so postala tudi 2 prijatelja, vendar so bili še drugi. Imam še zmeri 2 druga prijatelja od tam, ker nismo bili zaprti v tesnih sobah, oziroma bili večji sobi na kupu. Tako se je gradilo, bralo časopis, kakoli modelov je bilo in ti ljudje so bili imenitni, ker so bili vsi prizadeti na tako drugi način, tako da komunikacija je bila odlična. Je bilo pristno, ker so bili ljudje prizadeti, to ni bilo neko šveganje. No, toliko o tem, da nam bom jaz govoril, polakoma sem potem z leti ozdravil, da sem tudi delal in srečo in skrat z Vrankom, ki me je zvesto pisal v bolnico, je pa nastala temna vez, ker osebno zame, ker več vidikov, ker jaz s polno odgovornostjo bdel nad mano in ko sem spoznal njegovo pokojno ženo Karlo Vulničevo, sem ga sploh našel en totalno idealni ideal za umetnost, ker ta ženska je bila čisto izjemnih zmogljivosti. Oba sta živela v najtesnejših razmerah, je pred vojno stradala kot nesprejeta od družbe. Med vojna
možno še hujše. Po vojni so ga pa izolirali za 15 let in ne smel biti eni knjigo objaviti. To je pravzaprav edini disident, ki ga imamo. Vse drugi disidenti, ki so se delali, so pač taka srečanja z Ulpa, ki so čimrkoli za par dni zapora, ni pa hodila razen tega politika, nazaj, ki je se zdaj naspomnil njena učnika. Ja, poleg Van Gogha pa vas je še kot mladega Ivan Grotar povsem prevzel. Pri njem pa ste našli slovenski duh na platno. Vam je povedno mnogo do tega, da bi uspeli upodobiti narodovo bistvo. Ja, Grotar je poslikal tudi 3 cerkve, oziroma ena, Terom sem ne spodjedil. To je zelo pomagal svet Štefan na stropu, kamnanje, potem pa Libušnje. To nikjer ni omenjeno, to so Grotarjeve freske na stropu in na stenah. To je rad upozoril, ker tudi sam nisem vedel za to njegovo delo in ga poleg tega, da je bil izvrstni kralj na cenjen kot figuratika, ker je obvladal to do potankosti in ta del njegova opusa še ni docenjen, ker nišče v njem pisal. Jaz sem pisal sicer v teh svojih dnevnikih v njem, tudi zdaj v zadnji knjigi pišem o tem. Samo to je nedosežna stvar, ker Grotar je pa genij, ki je konecel impresionizem trpljensko izkustvo, ker lahko te umrl in je tvegal. Se to je vse poglavno mešal, ne vem, kaj vam je svoj vaš povedal. Stvar je ta, Mark je napisal tragedijo o Ivanu Grotarju, ki je ponovino prepovedal že pred vojno, čez da so komunistične tendence. To so bile samo izgovori, ki so mraka zatira. On je nastopil 19 let in 25. leta svojo prvo tragedijo Vročnica, ki se rojeva, kjer je pravzaprav ta celotni življenjski načrt napravljen, da poostri misel, da nekdanje dosežke Grkov in redkih tragedov v Evropi preseže oziroma v svojem času ponovi možnost in resnico tragedije. Kot tragični princip je tragični princip, ki odrešuje redke posameznike, ki se izpostavljajo za izjemne cilje v življenju. Boli si, da razrešijo medsebojna razmerja, boli si, da rešijo pred politiki in govorem, recimo, suženstvo, boli si, da se ukvarja tragični danes z muziko, kot je tragedija v Petru Čekovskem in tako dalje. Skratka, Mrak je sistematik, ki je skušal na vse načine
napraviti nek izhod iz neke kulture, ki ni zadostna. Kajti, če ta kultura v Evropi podlegla Hitlerju, pravijo, je bila nezadostna. To se pravi, danes, ko bomo toliko govorili o kulturi, pravzaprav so tu same prazne besede, ker nekaj človeškega portreta več ne sposobno napraviti. Jaz vendar poznam te stvari, ker so dosegljive preko medijev in če bomo to osnovno človečnost, če se bomo te človečnosti odpovedali, smo zgubljeni. Je Brak napisal stvari, ki bodo po tej italijanski civilizaciji, kot je imenoval, prišli novi čas, veliko prevrljeni spet na svetu in da bo krščanstvo doživelo da bo krščanstvo doživelo krst v Svetem Duhu, ki se pravi, za njega je bilo teh 2000 let rodne bolečine krščanstva, ker cel svet je odpojen od tega evangelija. Cel svet je odpojen od tega evangelija in on je evangelije, ki pričajo o izdajalcu, tožniku in sodniku Jezusa Kristusa, človeške figure, ker je tragiko teh treh ljudi opisal, da se jih da čutiti kot ljudi, ki so tragično propadli. Tako da ni več teh ne gledamo kot neke hudiče, ampak tragične ljudi. Kar je en velik prispevek skozi vseh njegovih delih, da je počlovečil kulturo, da je počlovečil najtežje preizkušnje, ki so bile v zgodovini. In to je pravzaprav tista stvar, ki jaz sam nisem gledalcev, ampak v to verjamem, ker celo delo moja priča o tem, tako da če sem vas zmedel, se opravičujem, ampak težko je namreč govoriti, ker ga ne poznate, ker je bil zakrit, ker so ga izdajali, ker so plovali njega, ker so delali kot staro zavezni prerok. Zato smo vam toliko bolj hvaležni, da nam razstirate njegovo ustvarjalnost, mrakovo ustvarjalnost. Namreč, če smo česta žejni, smo žejni tega v kulturi, da bi zmožni i tom kraj ideoloških pregrad in se zazreti človekov v oči, v ta brezdani vodnjak, iz katerega je žalilo človeško življenje in ki ga vi tako mojstersko upodabljate. Namreč pri vaših portretih posebno pozornost vedno posvetite očem. Z očmi začnete, potem pa, kot je delal vaš prijatelj Mrak na enem izmed govorov ob tradicionalnih horulskih razstavah, ki jih prirejate že več kot 50 let, se pa potem iz oči usuje luč na celoten obraz. Oči darejo življenje celotnemu obrazu. Mislim, da je to ena temeljna poteza vašega slikanja. Tisto iskanje seveda moram tudi. Tisto iskanje na modelu je v tem, da človek vendarle premišljuje o eventualnih napakah tega človeka, ali težavah, ali trpljenja, kakorkoli. Vse mogoče srečaš, ne? In
zaključujem z usti, ki so najzahtevnejši del obraza. To je izraz, ki se neprestano menja, ki se razvija, ki potrjuje, ki ne zanika, ki laže, ki se izogiba, vse mogoče. Tudi tehnično so zelo zahtevna usta, ker zelo redko kdaj se zgodi, da se usta napravijo v enem zamahu. To se pravi v eni natančni edini pozi, natančna oblika nastane. Drugače maska žena. Ko sem tako malo gledal vaše portrete, sem imel res občutek, da vi ne samo, da ste portretist, ampak vi ste videc, ker vi v oči prevedete človekovo notranjo dramo. Se mi zdi, da vam gre za to pri vaši umetnosti. Brati človeško eksistencialno dramo. Ja, eksistencialno dramo je Mrak videl, ker je bil dosti luciden kot jaz. On ima neke zmogljivosti, da je pisal dramske tekste, tragedije in to tudi kemične tragedije, kar je njegov izum, ker je v krščanstvu pri starih Grkih so bile te deus ex machina se imenovala izhod tragedije, če je bila prehuda, da so omilili občutke pri gledalcih. Mrak je pa brez sramu razgalil človeka v največjih skrivnostih, ker skozi mu je šlo na živce, da nekje misleci neke stvari zakrivajo. To se pravi, on je rekel, da tudi teologija. Naprimer, rekel je, da v romanu Guardiniju, ko ga je poznal, to je, ne vem, jezuit, ni jezuit, italijanski duhovnik in pisatelj, ki je živel v Nemčiji, da silno ostro misel, ampak je čutiti v njegovem mišljenju neke konfine. Do tukaj naprej pa ne. Namreč, že pameti pove, da to ni svobodno, če se ne sme misli dogajati. In tu je osnovni refren Mrakov. On je naredil pot za življenje v duhu. Kolikor človek mora biti, se ni idealnih ljudi, pa redki so bolj idealni, ampak nekje izjemneži morajo pripraviti pot v besedi, ki je prvobitna, ker v začetku je bila beseda, da je dajo čist dokončen pomen in težo, ki jo beseda lahko nosi, vse priskriva. Ker beseda, resnična beseda, ljubezenska beseda je izpolnitev. To je sreča, to je kljub vsemu martirju, ki ga ima človek v življenju, oddih in pa smisel. Ker mi smo po eni strani vklenjeni v telo, ki ga imamo na posodu, je rekel Mrak. Duša je pa neskončno živa. In ti dokazi so tudi znanstveniki dokazali, ker se rože poznajo med sabo in čutijo. Ker je vse živo, ker Bog, če je ustvaril vesoljstvo in človeka in živali, ni mogel delati nekaj mrtvega. Se pa mrtve narave ni. Tudi aluminij je živ, samo na kakšen način pa tudi naši čuti ne morajo vedeti. Mi vemo, da
beseda. No, sej ta vaša misel o vsenavzočnosti življenja, to se mi zdi, da zelo sklada s vašim življenjskim iskanjem lepote. Namreč, težko je lepoto zares iskati, če ne doživljaš kot nekaj živega. Jaz ne bi nikdar tega opusa naredil, če ne bi bil mraka, to je čisto sigurno. Jaz nekje pasem, sem učenc njegov, ampak tudi sem pa te, so imela dialoge do neke mere, ampak ko smo pa nisem bil. In zaradi tega imam tudi krize zdaj, ker se zelo mučim na starost, kako bi čim bolj dokončno dejanje napravil, bodi si v kvaliteti ali kakorkoli. No, pa se mi zdi, da bi imel rad možnost... Jaz sem zelo komod živel, pravzaprav, jaz sem bil varovan, zdravniki so me varovali, mlad me je varoval. Jaz sem dnevno hodil k njemu, tudi iz bolnice, pozneje, ko smo zdravljali. In prej sem imel polne informacije na kratko, najbolj si iz revij, literarnih revij ali časopisov. In jaz sem premalo bral, premalo sem bil aktiven, da bi sam tudi prebral vse te članke v revijah in časopisih, jih je on prebiral dnevno. Tako da smo, mi je bilo malo potuhov, moram priznati, ker jaz nisem noben idealni človek, pač imam talent, ta talent je čisto živ, ampak nimam tiste kristalne podobe, ki jo zahteva mrak, ki jo zahteva dramatika njegova. Imate pa izredno močno intuitivno čutenje. Imam intuitivno čutenje, samo nimam, tudi korajža mi manjka, da bi se izrekel direktne ali pa na vrst glas. Mene se zelo dojavlja tudi narava, ker narava sem tudi nekaj delal, nekatere pokrajine, ampak to mi je danes čisto nedostopno v teh letih. Edino, če sem še doživel človeški obraz, to je vse, kar z mojim sem nikoli povedal. Lepota se za vas na privilegiran način razodeva prek človeškega obličja. Ja. Kaj je lepota, to je veliko vprašanje. Največji trpili imajo včasih najlepši obraz, kar je mogoče. Tudi smo Bachova glasba, melankolična, kot je polna trpljenja, izžareva lepota, ki je absolutno nedosežena. Bi prosil Urbana Devilsa, da zaigra naslednjo Bachovo skladbo.